Zdaj, ko sem jaz prvič gledal film, sem si nekako zastavil vprašanje, kaj se vam dozdeva, ali je zgodba, recimo, ki jo film prikazuje, nekaj, kar se dogaja tudi z našimi mladostniki in mladostnicami na končnih izletih. Vemo, da so se šole že tam v 90-ih nekako odrekle v večini temu, da bi pomagali pri organizaciji teh končnih izletov, da so to organizacijo prevzele potem preprosto turistične agencije in pravzaprav praviloma so se te izleti odvijali v podobnih okoljih, v različnih letoviških krajih v Grčiji. Jaz sem enkrat bil z družino, mislim, da smo bili na Krfu in smo slučajno izven sezone naleteli pravzaprav na eno tako naselje, ki je bilo celo pravzaprav postavljeno za tak tip, rečemo temu, spolnega turizma. Kaj menite, je pri nas situacija podobna ali je tu pač neka zgodba, ki je značilna za mladostnike iz Velike Britanije in se nas pravzaprav ne dotika? Mislim, iskreno, to je zelo tako naš konferenc 15 let nazaj. Ja? In? Zdaj pač kasneje. Zdaj to smo gledali, kar so se sledeče prihodili, smo hodili. Še hodijo. Zdaj ni profesora zraven, nismo videli še profesorske vloge. Ja, se tudi tukaj jih očitno ni, ne? Tudi tukaj je pravzaprav, ja. Tega ni v Sloveniji, ker pač ste šlo. Ne, ampak jaz sem bila, mislim, tako je rekla gospa, pri 15 leti smo bili tudi tak, pa samo da so še profesori delali. Aha, in situacija ni bila kaj bistveno drugačna. Ni tako ekstremna bila, ampak je. Tisto, kar sem jaz opazil pravzaprav v tej zgodbi, je, da vse, kar se dogaja, ne, pa odmislimo zdaj pijančevanje zgodali, ampak pravzaprav vse geste, ki se odvijajo v tej skupnosti, imajo neke seksualne konotacije. Ne. Kot da pravzaprav je kompletno doživetje tega dogodka povezano z nekimi obeti spolnih izkušenj. Ne. Zdaj, kako to vpliva pravzaprav na vse tiste, ki se znajdejo v taki situaciji? Dejstvo je, da pač so mene posledice, ne, zdaj kako to 11 doživlja, mogoče lahko različno, ne, od osebe do osebe, ampak seveda, če nimajo, bom rekla, zdaj ne vem, v šolstvu, koliko se razvija pač ta pravospolna vzgoja, ne, če nimajo možnosti, da recimo se že prej tudi vidijo v ta leta pogovarjajo o tem in da pač se tudi mogoče lahko počutijo, da se lahko pogovarjajo o takih temah. Če tega ni, potem je težko, ne, kako si bojo sami pridobili v eno sliko, ker dejstvo je, da take stvari, ki so tole prikazano, ne bi bilo prikazano kot nekaj normalnega, ne. To je pač potem pritisk na najstnike, ker pač mislijo, da to je normalno, ne, to ni nekaj zdaj takega. Potem pa, ker se dejansko zgodi, nimajo teh mehanizmov ali pa razumevanja, da bi lahko se soočali s tem, ne, v bistvu se vidimo tudi, recimo, ne more sploh pogovarjati z vrstnicami čist raznimi konca, ne, da se pač vse sledi. Mislim, da je to pomanjkanje. Ja, tudi takrat kakšnega pogovora velikega ni, ne. Res, da je situacijsko tako tista scena postavljena, da naj ne bi bilo časa, ampak zdi se, kot da pravzaprav pogovarjati se o teh izkušnjah, zato niso primerni ne odrasli, ne pravzaprav vrstniki. Ne? Mislim, če me bi jaz rekla, da smo odrasli tisti, na katerih sloni odgovornost, da mislim, da odpiramo pogovore.
da odpiramo pogovor. Da odpiramo pogovore, no, da jim v bistvu z njimi pomagamo besediti neka čustva, neka dojemanje. Mislim, to je vseeno del življenja vsakega posameznika. Jaz mislim, da če poreflektiramo malo to punčino držo, no, je bilo jasno razvidno, da vsi govorijo seveda o seksu, seks, seveda to je del pač odraščanja, ampak noben ne zna tega opisovati, no. In jaz mislim, da nam v družbi nasploh, ne samo pri mladih sigurno še predvsem, ker se srečujejo z tem pač prvič, ampak verjetno, če vprašamo naše občinstvo zdaj tukaj, kolikokrat so se pa iskreno pogovarjali o spolnih odnosih, o tem, kaj jim paše, o tem, kje so njegove meje, pa vprašanje, če so si jih tudi sami sebi že znali postaviti, kaj šele, da bi kak pogovor imeli za širšo množico glede tega, no. Tako da po moje manjka diskurza o tem in sploh besed za to. Še kakšna? Tamle v zadnji. Mislim, ne vem, kako ste ostali doživljali ta film, ampak meni se je zdel to predvsem film o posilstvu na koncu, tako da ne vem, če bi govorila o izkušnjah in o tem, kako bi pač neke izkušnje opisovala, ampak o tem, da se moramo tudi pogovarjati o tem, kaj je posilstvo, ali pa na začetku vsaj zelo, zelo jasno spolno nasilje, potem pa tudi posilstvo. In se mi zdi, da je to, mislim, ja, del spolne vzgoje tudi, ampak ne vem, razmišljala sem med filmom, tudi o tem, se bomo pogovarjali o tem, ali pa ne vem, sem si predstavljala svoje kolege pa kolegice, če bi to gledali, o čem bi se pogovarjali. Se mi zdi, da bi hitro prišla tema na to, da bi se pogovarjali o tem, kako dijakinje učiti spolne vzgoje. Moje mnenje je bilo tukaj, da bi predvsem kako učiti tukaj te fante spolne vzgoje, mogoče kaj je, ja, kaj ni ne in kaj ja pomeni, ja dejansko pomeni. No, hotela sem malo to smer speljati, ker mislim, da moramo temu reči to, kar je, in to pač, mislim, ni izkušnja, ampak je spolno nasilje in posilstvo. No, jaz se pa ne strinjam, da moramo predvsem dijake. Jaz mislim pa, da moramo tudi dijakinje, predvsem kako postaviti meje jasno, ne, da pač tudi ta v bistvu fenomen, ne, ko ženske mogoče kar zmrznajo, ker ne dajo jasnega ne, a ne, fantje pol interpretirajo kot nek ja, in da je treba tudi opolnomočiti ženske, da pač je okej, če reče ne. Jaz mislim, da je tudi to pomembno, a ne. Ne samo v bistvu vso odgovornost zdaj na fante, a ne, tisto, ja, seveda, jasen ja mora biti, a ne, ampak tudi ženske smo soodgovorne. Jaz mislim, da smo oboji, no. Tako. Ja, tukaj le uspeli še. Barbara. Mene je zelo pretreslo v bistvu zdaj ena od stvari, no, mi je bil film kar grozljiv, ampak to, da oni moderatorji tam v hotelu take igrce spodbujajo, ker to pa je bilo malo šovinistično naravnano, pa tudi tako legalizirati neko tako grozljivo obnašanje v bistvu, kar potiska druga, kukor, to je pa normalno, če ne nisi zažur v tem stilu, ne. Tako, moj sin je bil lani na maturantskem, ki bo pa imela danes zanimiv pogovor, ki jaz sem mislila, da je predvsem alkohol problem in da so te pijanke neskončne in me je to skrbelo. Zdaj bo pa še zanimivčkano, no, kaj ne rečem. No, ta moderator, to me zanima, kako, to bi jaz kar prepovedala zakonsko, no, sam denar je sveta vladar, ali kaj se vem. Ja, pogledajte, če je to neka oblika preživljanja prostega časa, ki je pač namenjena neki splošni pijanki in zabavi, bo pač turistična agencija to zadevo naredila tako, kot se jim zdi, da mladim najbolj paše. Ne? Zadeva je zelo, zelo preprosta. Ne? Ni tako, te agencije, mislim, če je tudi bila samo pohvali moderator in ne igrajo se tako.
Jaz mislim, kakor kdo in kakor katera agencija. Ker agencije so zelo različne in za tem stoji denar, ne? Pohvala moderatorjem, kako so skrbeli, kako so jih nadzirali, kako jih niso dovolili v druge klube, in skupaj pjavi, in skupaj domov. Jaz pa sem se spraševala, pardon, za glas, kdo v občinstvu se je spraševal o sebi in svojih izkušnjah, ker je lažje izhajati iz sebe, ne? Meni se zdi. Zelo vedno referiramo na mladostnike, na mlade, ampak mi smo bili tudi enkrat mladi, mi smo bili otroci, najstniki in se spraševala, kdo je šel skozi svojo lastno zgodovino odraščanja in kako je to podoživljal, ali je šel skozi podobne izkušnje v nekem drugem času, ampak mislim, da in pijančevanje in ti izzivi spolnega odraščanja so nekdaj bili. Kako so se z nami pogovarjali starši, a smo mi to delili, na kakšen način smo, a smo na podoben način skomunicirali tako kot v tem filmu. In jaz sem imela kar nekaj prizorov, bom rekla, iz zabav, deljenja teh izkušenj, predstav napačnih. Tako da bolj o tem sem razmišljala. No. Lahko še jaz povem, se strinjam s predhodnico, ampak vsi smo se, ne vem, zaradi naslova takoj vrgli na spolnost, na alkohol. Mislim, jaz vidim bistvo čist druge. Bistvo je kje? Primarna družina. Primarna družina, pa prosim, vprašajte se, koliko ste se vi pogovarjali, pa jaz s starši o spolnosti. Tudi zdaj vse posod druge vidijo to, kot pa mi. Ampak kje je bistvo? Če je fant ali punca, obema se lahko zgodi, da sta siljena v odnos, od doma prinesel neko zaupanje vase, potem tega ne bo. Potem se bo uprl, ker bo začutil svoje telo. A se je kdo vprašal, zakaj tale deklica ne gre iz postelje, zakaj ne odreagira? Zakaj ne reče ne? Torej, tukaj je vprašanje primarne družine, kje so torej meje. Ali so bile kdaj meje postavljene? Hvala. Jaz bi mogoče tukaj nadaljevala. Jaz pač bi se spet res vrnila na spolno vzgojo, se pravi, bistvo filma je res to. In se kaže tudi ta dvoličnost, kar je bistvo spolne vzgoje v šoli. Se pravi, po eni strani otroci pa mladostniki ogromno vejo o tem, skozi to je glavna tema. Tudi, ko jih vprašaš, o čem bi se pogovarjali, vedno bi se o tem. Glavnem, to je njihova glavna tema, hkrati pa dobesedno nimajo pojma o tem. Tako na tak konstruktiven način, tako, kot bi bilo treba. Se pravi, da bi se pogovarjali z njimi in tako, kot ste zdaj povedali, ja, je to naloga družine, ampak žal je tako, kot vemo. Prvič smo si po osebnostih različni, po družini smo si različni, in šola kot država je tista, ki bi mogla poskrbeti, da se v šolah pa poskrbi za to, da se o tem pogovarjamo na tak pravi, konstruktivni način, da imajo vsi otroci to možnost, ne glede na to, iz kakih družin prihajajo. In tega je definitivno v našem šolstvu premalo. Pa nisem za nobeno skrajnost, ker imamo, se pravi, po Evropi zelo različno spolno vzgojo, recimo od Švedske pa do Nemčije in tako naprej. Ampak definitivno je v Sloveniji tega premalo. Tako da bi se moglo bolj vplesti, recimo čist primer na naši šoli, kaj, pri biologiji imajo spolno vzgojo, pa če so še kakšni učitelji, tako lahko pridejo, seveda, tudi so pol delavnice, recimo enkrat na leto, ampak še to, tam v 9. razredu, tega je čist premalo, tako da bi mogli vključiti tudi v šolski program ene take stvari, ki bi bile tudi obvezne. Ja, sej. Jaz ne bom dolg. Rad bi sam dodal pravo ime stvari. Patriarhalni družbeni vzorci in neoliberalizem, ki je za vso to zgodbo tako ali pa drugače seveda hočemo svojim otrokom dati, da doživijo to, ampak hkrati pač direktno podpiramo to, kar se dogaja in zadeva gre na svobodnem trgu v ekstreme. Zdaj, nisem želel sam pravega imena dati. Midva s kolegico se vsake 14 dni z mladimi pogovarjala točno o teh temah.
Ne, nič ni tako, kot je na filmu, tako je pač sama realizacija v družbi, tam, kjer moraš pač biti primeren, nekako primerno jeti v korak s svojimi vrstniki, tako kot smo vedno vsi hodili. In v resnici gre za mnogo globje stvari, ki so pa popolnoma odsotne. Prvič, družina v večini primerov, pa oprostite, če ima kdo take odnose, ni primerna za tovrstne pogovore, razen za tiste osnovne izobraževalne vsebine, absolutno ja. Na drugi strani imamo pa popolno družbeno odsotnost prostorov, kjer bi se te teme naslavljale. In povem vam, da je izredno nerodno stopiti v srednjo šolo, ne vem, v drugi letnik, poskusiti začeti te tematike z njimi, pa vidiš, da sploh nimajo ne besednjaka, nerazumevanja za to, oziroma je že prisotno tudi ta vrstniški pressing, kjer se pač enih stvari pravzaprav ne da normalno naslavljati. Kar hočem reči, varni prostori, kjer se odpirajo te teme, so edina rešitev za prihodne generacije. Hvala. Ja, še ena, ja. Jaz bi pa vas vse, ko govorite o varnih prostorih pa spolni vzgoji, pa to vprašala, kakšna je pa pol vsebina te spolne vzgoje, kakšna je konstruktivna spolna vzgoja. Kaj bi zdaj vi starejši morali tem mladim uturiti v glave, da bojo pametno seksali ali pa ne vem, se obnašali na maturancih. Drugače pa film je bil izjemno kompleksen, več stvari odpiral. Pravzaprav sem ga gledala skozi svoje oči in bom rekla, da je to večna tema, ne glede na koliko smo stari. Tudi ni bil pretenciozen film v tem smislu, da se danes tole ne dogaja. Še dosti hujše je, tudi v Sloveniji, mislim, da je, ampak če sebe izhajam, pač punce smo drugačne, potem smo tudi karakterno zelo različni in to, da je kolegica ena rekla, da je to bilo spolno nasilje, ne, tudi to je vprašanje ali spolno posilstvo. Jaz tega niti namen ne vidim tako. Tudi vprašanje posilstev tukaj v naši družbi je zelo, ne vem, patologija žensk. In se mi fantje prav smilijo. Čeprav sem punca večkrat bila tudi v moški družbi, mislim, da fantje niso čisto noč bolj nasilni pa agresivni kot tele ženske okrog mene, pa pametovanja o tem, kakšna mora biti spolna vzgoja v šolah. Malo sem vas provocirala. Torej, spolna vzgoja presega fizični aspekt. Mogoče samo eno reflektivno vprašanje na zdaj osebi, ki je imela ravnokar mikrofon. Kadarkoli ste se v družbi prijateljic pogovarjali o tem, ali pa s fanti, no, tudi to je zanimivo probati, o tem, kaj vam paše in kaj je tisto pri spolnem odnosu, kar vam daje neko bistvo. Verjetno nobena prijateljica ni odgovorila enako in na tak način se tudi pogovarja z mladimi. Jaz bi sam poudarila, da pač ja, v Sloveniji v šolah ni, bom rekla, prostora, ne, to, kar je že gospod omenil, pa tudi mogoče časa, pa tudi ni dovolj poudarka na teh stvareh, ki so življenjske. Ne. Jaz prihajam iz britanske mednarodne šole. V Britaniji je to že v učnem programu, se pravi, že v 5. razredu se otroci pogovarjajo o, bom rekla, sex education. To ne pomeni, da se pogovarjamo pač na nivoju njihovih let. Ne. To se pravi, da sploh vejo, da se sploh upajo izreči penis, pa vagina, pa kakorkoli, ne. Da sploh najdejo en dialog, kjer se lahko začnejo pogovarjati čisto na biološki način, potem pa naprej seveda se pogovarjamo veliko o tem consent, oziroma se upravičujem, ja, privolitev, in to vse že od, se pravi, že od 3. razreda, a ne, ko si s prijatelji, kaj je tvoj prostor, kdo te lahko se dotakne. Vse to je, bom rekla, v tujini, pa ne rečem, da je perfekt, ne, kako krvite, pač tudi ni, ne, pri Angležih imajo potem te žurke pa to, ampak hočem reči, da se
je poudarek zelo obrnil in to je zdaj nekaj, kar je zelo poudarjeno v britanskem sistemu in tudi, ko pridejo inšpekcije na šolo, šola pade, če nima tega programa razvitka in je tudi veliko materialov za to, tako da se najde in je že narejeno, tako da se lahko za leta starosti, različne leta starosti so že programi, no, tako da mislim pa, da v Sloveniji je treba to še razviti. Ja, mogoče bi jaz sem še mal sprovociral še eno dimenzijo, preden gremo na bolj take poučne teme, kaj bi sploh naj bila seksualna vzgoja in podobno. Tisto, kar mogoče je v filmu nekoliko zastrto, pa se mi zdi, da je ena od ključnih dimenzij, je, da pravzaprav ta kultura, seksualizirana kultura se praviloma pravzaprav ustvarja in tudi prenaša na mlade preko družabnih medijev. Naj si priznamo, ali ne glede na to, kakšni smo starši, kakšna je šola, pravzaprav glavnino informacij o tem, kaj pomeni odigrati neko spolno vlogo, recimo v medosebnih odnosih mladi dobijo v veliki meri preko medijev, in te predstave, pravzaprav, kako naj bi izgledalo nek spolni odnos in tako dalje, so zaradi tega prvič pogosto zelo izkrivljene, idealizirane, po drugi strani so pa na nek način odlepljene od vseh drugih vidikov komunikacije med partnerjema. Se pravi, na eni strani imamo neke podobe spolnega akta kot pač nekega dejanja, po drugi strani pravzaprav pa se to nikakor ne dotika vprašanj, s čim se je ta spolnost povezana in kako se situacijsko dogaja, pač ko se srečamo z neko živo osebo in tako dalje. In mislim, da je to še en vidik, pravzaprav, ki je sam pogovor o spolnosti, tudi recimo tisti, ki ga poteka lahko preko šole, družine, dodatno zakompliciral. Ker enostavno sugestibilnost recimo teh podob spolnosti, ki jih dobijo mladi preko pač neke pornografije in podobno, je bistveno večja, kot da vi tam ob nekih tabelcah kažete, kako izgledajo spolni organi in kako fizično pa biološko pravzaprav zadeve potekajo. Mislim, to je najlažji del. Ja. Medicinski del. Kaj je penis, pa kaj je vagina, pa kako približno izgleda. Marsikaj več so že videli na spletu, kot smo mogoče mi videli, ker do tega velikokrat dostopajo vsebine, ki so na pornografskih spletnih straneh, so zelo nasilne. Velikokrat je nasilje tisto, ki vodi neke spolne akte, incesti, skratka, gre v neke skrajnosti. Redko kdaj vidiš nek nežen akt spolnega odnosa. Jaz mislim, da velikokrat, ko razmišljamo o spolni vzgoji, razmišljamo, da jim moramo pokazati, na kak način nataknejo kondom na penis, kaj je vagina, kere dele imajo na tretjo, to je sigurno dobro vedeti, ampak mislim, da je to primerno že v precejšnji zgodnji starosti. To, kar ste pa vi zdaj omenili, pa je mogoče tudi en naš fokus, ki je lahko, torej na kak način v bistvu komunikacijo, tako med partnerji in v družbi omogočiti, da se razširi v bistvu na vse tiste vidike, ki mogoče marsikomu niso vidni še pri samem spolnem odnosu. No. In to so teme, ki jih naslavljamo z mladimi. A smem se oglasiti tukajle? Ali zmotam? Zanimiv mi je ta pogled, kako hitro gremo na ta fizični vidik, pa se izogibamo čustvenemu vidiku. Pri tem pa, če že kaj govorimo, prepoznavamo fizično nasilje, skratka spet ta fizični del. Ker recimo tale Tara z mojega vidika je bila zelo izpostavljena tem pritiskom, z mojega vidika tudi skozi zavist z te prijateljce Sky, v katere se fanti niso tako zelo vrteli, kot pa okoli Tare. Potem tudi, kar v filmu je z mojega vidika nakazano, da je Tara precej negotova, tudi manj uspešna v šoli, tak naprej, kar verjetno malo kompenzira pa je zdaj pri teh fantih in se mogoče tudi zato noče omakniti ali kaj podobnega. Torej,
Z mojega vidika je ta zgodba precej široka. Vprašanje pa je, kot je ena od kolegice prej omenila, da je tukaj vprašanje, kakšni so pa zdaj ti odnosi znotraj družine. Ne gre za to z mojega vidika, o čemu se tukaj pogovarjamo, pa kaj bo zdaj starša rekla, česa ne bosta rekla. Vprašanje je, kakšen odnos ima ta starša med seboj. A je ženska klasična, v klasični vlogi je servilna, submisivna, pristaja na to, kar moški naredi, zato ker je tako prav, ali se ženska zna postaviti zase. Kako funkcionira moški? A mora prevladovati ali lahko sprejme enakopraven ali pa vsaj enakopravnejši odnos in tako naprej. Z mojega vidika je to precej širše, no, tako da čustva so, odkje pa zdaj pride vzgled za spolnost, se bojim, da je danes to pornografija in tudi, če jaz gledam v telefon ali kamorkoli pa že, ni čustev zraven. Jaz ne čutim, kako se počutijo tisti, ki jih gledam v sliki. No. Hvala za pozornost. Lahko zdaj, mogoče. Jaz se opravičujem, jaz prihajam iz srednje zdravstvene šole in morate vedeti, da učim tudi 4. letnike in jih učim tudi strokovne predmete in ob omembi penis, vagina, ki srečujejo že osnovne šole in potem vam prisežem, da jim driblamo 1., 2., 3., 4. letnik, vsem jim je nerodno. Ne? In jaz imam eno delavnico, s katerimi tudi delamo na neki način o spolnosti, ampak oni se ne počutijo varne. Zakaj? Tako je gospod lepo rekel, primarna družina, jaz jim to ugotovim skozi neke načine pogovora, ki se oni meni zapišejo in v bistvu ugotavljam neko, da vidim, kaj s čem delamo in ugotavljam, da primarna družina je slaba. Ne vse posod, valjda, govorimo o večini primerov. In teh večini primerov imamo težave s čustvi in imamo tudi težave s spolnostjo. Druga stvar je, fanti vsi povejo, da gledajo skozi Pornhub, od covida naprej je samo to način spolnosti pri njih. Tak povejo meni. Mislim, skozi delavnico. Potem punce ni dotikov, ni čustev, ni izražanja in karkoli, cel čas, ko sem gledala film, sem videla moje dijakinje. Ne upajo o čustvih govoriti. Mi delamo s pacienti, ki so tako isto nagi na koncu koncev. Jaz vam ne znam povedati, kakšne šoke doživljajo ti otroci, ki so pornografijo videli že prej, ampak zato, ker se noben, jaz ne vem, kdo ni pogovarjal na pravilen način, jaz imam težave na praktičnem pouku. Jaz sem tudi končala srednjo zdravstveno, delala sem od nekdaj, ne vem, ampak moja primarna družina je bila bistvo. Res je bila bistvo. Nismo se v spolnosti, tako je nekdo tukaj povedal, ni mi ati govoril pa mami, kak naj to delam, ampak je bil normalen neki pogovor, da je ženska pomembna, kaj pove, da je pomembno. Ne? In jaz sem tudi imela prijateljice, tako je to 20 let nazaj. Res 20 let nazaj sem doživela, tako je gospa tukaj rekla, točno to v Grčiji. Ampak veste, kaj sem naredila? Hvala lepa, jaz ne bi. Ampak mojih 10 prijateljic pa ni tega zmoglo. Zdaj pa v leta 2024 od te mladine pričakujemo mi, wow. Skozi čutim, da se od njih pričakuje vse. Vse imate Google, vse imate internet, vse veste, vse lahko raziščete. Prašajte. Vse oni ne vejo, kaj naj vprašajo. Oni meni ne vejo, kaj naj. Ko jaz rečem penis in masturbacija, ona sploh ne ve, o čem jaz govorim. 4. letnik zdravstvene šole. A veste, mi jim res o tem, šolski sistem jih nekako na ta način, ampak jih ne učimo primerno in vam res povem, da meni je hudo, kako se jih lotiti v 3. in 4. letniku z delu z spolnimi organi, ker je njim to ogabno. Njim je to dobesedno ogabno. Imajo res težave. Res vam povem, penis jim je, jaz imam punce, ki nimajo verskih težav, ki niso muslimanskega rodu, da ne boste mislili, so tudi slovenskega, ne želijo delati z moškim, ker jim je penis ogabna stvar. Tako da ta film je v bistvu mi zdaj samo pričakujemo, da bojo oni, to, kaj ste vi, zdaj jaz vas poznam, vem vaše delo in to, samo mislimo tako, jaz sem z mojimi kolegicami, ki smo 40 let stare, one še zdaj ne upajo govoriti o vagini in o tem, kako je treba uživati v seksu. Svojemu možu to ne upajo. In zdaj pa pričujem letnik 2008, 2009,
jaz bom pa vedela v Grčiji, pa da ne govorimo o drogah, ker zdaj se ne pijejo, da boste vedeli, gospa tam gor, ki ste, vaši otroci se dajo jim droge in potaknejo, da spijo oziroma seksajo. Mislim, to je grozljivo, ne? Da mi punce povejo, da so dobile drogo in zdaj je nekdo imel odnos z njimi spolni in je to grozljivka, v bistvu smo jim že travmo dali. Teda hočem reči, tako je grozno, da jih obtožujemo, da oni bi pa zdaj vse, ker imajo take filme pa vse, noben se pa z njim ne usede pa reče, hej, v redu je, to je penis, to je vagina, hej, mi imamo vsi joške, vse cool, vse bomo, dajmo o tem govoriti. V bistvu, ja, tak način. Tako super, da so filmi, samo da V bistvu, ja, tak način spolne vzgoje bi se mogel začeti že v vrtcu, ne. Zdaj moram povedati, da primarna družina je seveda temelj tule, ne, ker oni pač takoj začutijo, ko se začnejo kaj o spolnosti pogovarjati, da je staršem neugodno, oziroma kako se pogovarjati, na kak način, ne, tudi s telesno govorico, ne samo z besedami, ne, in oni začutijo, da tu ni nekaj varno področje in nehaj spraševati, ne. Ampak tako organizirano, kar se telesne integritete tiče, od 2. leta starosti naprej bi mogli začeti. To je dovoljeno, to je okej, to je tvoje telo, nihče se ne smete dotikati in v bistvu to že v vrtcu. Zdaj, kaj bi pa na kratko, ja, ker v bistvu vse, kar je bilo izpostavljeno, je zelo zanimivo, za replike, vse, ne, ampak na kratko, kaj vse bi mogla biti spolna vzgoja, celostna spolna vzgoja vključevati, ne? En del je seveda ta medicinski del, ki ga imajo, pa še ta ni dovolj dober, če mene vprašate, ne? Ker imajo zaradi tega, ker pač recimo en tak osnovni primer iz medicinskega dela je, da nihče ne pove, da tudi ženski zraste spolovilo v času pubertete in imajo blazne težave z velikimi sramnimi ustnicami. Zakaj imamo besedo sram? Ne, z malimi sramnimi, v bistvu v spolni medicini celo govorimo o notranjih pa zunanjih, zato ker so notranje včasih večje od zunanjih, ki ne bi bile večje, velike sramne ustnice, ne, tako da govorimo notranje in zunanje in sploh ne sramne, a ne sram, že sama beseda sram. In to, da je spolnost nekaj grdega, je neki družbeni mit, ne, zato se one morajo tudi tako obnašati, ne, penis umazan, ne vem, tam družbeno pričakovano na neki spolni vzgoji. To je ta medicinski del, potem je ta seksualizacija, o kateri skozi zdaj govorimo, ne, nevarnost teh medijev, o tem, da se tudi o tem pogovarjamo. Potem je intimnost, kot je gospod poudaril, da intimnost spolni odnos je samo en del, recimo, odnosa, nekega intimnega odnosa in da je intimnost povsem nekaj drugega, je predajanje, je v bistvu zaupanje, je zaupanje svojih čustev, je sprejemanje drugega v celoti, ne, in pa tudi čutnost. Čutnost je pa čisto ta seksualni del, ne, samo raziskovanje. Kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, kje so moje meje, kaj mi paše, kaj mi ne paše, ne. In v bistvu pa so pa še to, kar pa sociologi zelo poudarjajo, pa še celotna spolna identiteta, o kateri tudi mislim, da je premalo povedanega, ne. Tako da taka spolna vzgoja bi bila zelo kompleksna, ampak bi mogla vključevati vse te dela, ne, pa jih ne. Ja, kot prvo pa seveda je pa, da bi se spolna vzgoja mogla začeti pri odraslih, ne, da sploh lahko podajajo naprej prave informacije, ne, torej s pravimi informacijami. To je na kratko zdaj. Jaz bi tukaj ravno na tole se navezala pri drugem letu starosti. Že ko imamo pač svojega otroka, včasih od njega pričakujemo, no pa daj ljubčka babici, pa pusti, da te objame, pa zakaj nočeš, da te dedi objame? Če otrok ne želi, ga ne silimo in tu so njegove meje in to je treba upoštevati že pri malem otroku, že pri 2 let starem otroku. In zato dobimo nesigurne otroke, take, ki pač ne poznajo svojih mej in bi se pa navezala tudi na to ljubezen, ki jo otroci dobijo od staršev, oziroma to varno navezanost. Pač če, ne vem, deklica ne bo dobila tiste prave ljubezni od staršev, jo bo vedno iskala nekje drugje, se bo hitro zatekla v to, da bo iskala pozornost pri fantih, ali pa, lahko se zgodi, ne rečem, da vedno, ampak se mi zdi, da morajo na to biti starši pozorni, da pač res na prav način izkazujejo ljubezen in
in pozornost otrokom. Jaz bi tu sem nekaj pripomnila. Imam pacientko, ki je hčerka skozi toži, da jo srbi spolovilo, da jo srbi piška, ne, stara 4 leta, ampak ves čas hodijo vsi fantje z njo na WC v vrtcu. Ne? In ta punca si v bistvu sploh, jaz nekaj, a ji ne rečete, da to ne sme biti tako, da ona ima pravico iti sama na WC, da naj pove vzgojiteljicam, da zdaj gre ona na WC in da naj ne sledijo na WC. Ne, mama se tega ni spomnila narediti. In pa mi je povedala naslednjič, ko je prišel, pač, ker zaradi svoje težave, pa smo to še mimo grede, je rekla, da je bila hčerka zelo vesela za to dovoljenje. V bistvu to je res, ne, ta telesna integriteta je zelo pomembna doma, ne, v bistvu že doma, da jim jasno daš vedeti, da je to tvoje telo, da se te nihče ne sme dotikati. Je pa tudi, ja, v bistvu je, ker pač, in ona je tudi pol red naredila, ne, in tudi piška je nehala srbeti, po domače povedano, ne. Tako da se more to začeti že zelo zgodaj, morajo vedeti, kje so meje, ne. Ker že tule ni teh mej nikako postavljenih, ne. Ja, jaz bi zdaj tukaj odgovorila kar obema, a ne, torej definitivno pogovor je potreben in veliko je zagovoriti o tem, tudi te stvari se rešijo pri otroku, predvsem s pogovorom, torej kaj si otrok želi, ga je treba opazovati, a ne, ga spraševati, a ti je to, kaj ga ne siliš v ene stvari, se pravi, pogovor je nujen, ključnega pomena pri spolni vzgoji, ampak zdaj, ko smo se pogovarjali, sem jaz imela v mislih to sistematično spolno vzgojo, recimo v šoli. Sama tudi moram reči, da se ne strinjam, da bi zdaj pri nas bilo to, da bi to bila potreba, da se že v 5. razredu gre prav za predmet spolne vzgoje, a ne. Ampak trenutno pa v šoli nimamo nič, razen pri biologiji, pa da pride enkrat na leto ena iz mogoče zdravstvene srednje šole predavati, a ne. Mislim, to je definitivno premalo in ja, seveda ni samo pomembno to, kar je gospa prej lepo povedala, vse te vsebine, o čem se pogovarjamo, ki definitivno morajo biti širše od samo organov in spolnih bolezni, ampak je pomemben tudi način, kako se to z mladimi pogovarjamo. Tako, kot je že prej tudi tamle kolegica lepo rekla, torej, predvsem se gre za to, da mladi postavljajo vprašanja, ne, to se da lepo anonimno narediti, ne, v glavnem, gre se za pogovor na ravni vprašanj, tudi tem, ki jih imaš zastavljenih, a ne, ampak to je potrebno v naši šoli. Zdaj, spolna vzgoja v mladih letih jo pa jaz tudi vidim seveda najbolj v družini, a ne. Potem, ko pa pride neka leta, pa mislim, da je to odgovornost države oziroma šolstva, ko pač more potegniti, dati neki vednosti, prostora pogovora o tem, res sistematičnega in strukturiranega vsem, ki niso bili mogoče tudi v družini deležni te priložnosti, a ne. Tako, samo toliko mogoče. Ja, večina v družini ne dobija, ne, zato bi mogli biti pa neki strokovno usposobljeni delavci, ki pač v vsakem letu po WHO standardih je prav določeno. Pri tej starosti to, pri tej starosti to, pri tej starosti, tako da je čist natančno določeno, v katerih tematikah in na kak način bi se mogli pogovarjati in to vključuje tudi intimnost ljubiti, a ne, in čutnost, a ne, tudi samo raziskovanje telesa, da še ta del povem, a ne, ko ste rekli, da niti ženska niti in kako komunicira tudi v bistvu z pol kasneje, v kasnejših letih, a ne, v spolnosti. Vsi smo čustvena bitja, ne? Vsi smo čustvena bitja in vsi ljubimo in vsi se imamo radi in vsi čutimo in z vsem je enako. Lahko še jaz torej vskočim, ker čakam lepo v vrsti, da pridem na vrsto. Hvala vam. Se zelo strinjam, da smo vsi ljubeča bitja. Bi pa rada za nazaj tole komentirala, kar je gospa tako lepo povedala. Čudovito bi bilo, če bi imeli tako vzgojo, se pravi, tako kot je razvojna psihologija, ne, postavljena tudi tale, ampak lejte, eno vprašanje se mi je pa takoj porodilo. Če otrok, punčka ali fantek doma gleda partnerja, torej svoja starša, ki ne postavita meje, potem je vsaka vzgoja v šoli brezpredmetna. To se pa strinjamo, upam, da.
Če oče v nekaj prisili mamo, če mama poniža očeta in tukaj vidi enega od svojih staršev ali oba v izmenjujočih se vlogah, ki ne postavita svoje meje, tukaj je osnova, ki se gradi. Hvala. No, jaz moram reči, da bom naprej provociral. Mislim, da zadeva nikakor ni tako preprosta. Če se jaz recimo zamislim, da bi se v čisto funkcionalni družini s svojimi starši v mladosti pogovarjal o spolnosti, se mi zdi malo smešno. Ne? Ja, seveda se lahko tudi o tem pogovarjate, ampak pravzaprav pravo polje za to, da pridemo do nekih konceptov in pogovora o spolnosti, so vendarle vrstniške skupine. Ne? In če bi jaz o čem razmišljal, bi razmišljal pravzaprav o nekih takih metodah, pristopih, ne, da mlade na nek način podobno, ko smo mi vas s tem filmom sprovocirali, ne, da jim pokažemo pravzaprav ene prizore, ki se jih dotaknejo in o katerih pač se potem poskušajo med sabo pogovarjati. Ne. Ker zdi se mi, da je tu ta generacijska bariera prevelika in da je celo lažje, da pravzaprav pogovor z vidika odraslega sprovocira neka nevtralna oseba z določenim znanjem. Kot pa da pričakujemo zdaj, da bo družina pravzaprav ta del podelala. Ampak bi en korak naprej želel narediti, ne, ko sem jaz razmišljal pravzaprav, kaj je ključna tema tega filma, se mi nikakor ni zdela ključna tema, pravzaprav to pravno formalno vprašanje, kdaj lahko govorimo v nekem spolnem odnosu za elemente posilstva in kdaj ne, se pravi ta pravni vidik, ampak se mi je zdela ključna pravzaprav poanta tega filma, kako komuniciramo, oziroma nezmožnost komuniciranja ob vzpostavljanju pravzaprav nekih seksualnih odnosov. Ne. Ker konec koncev, če pogledamo tisto prvo seksualno izkušnjo, ne, v redu, tam je bila punca nažgana, ne, tudi on je bil nažgan, ampak bila sta toliko pri zavesti, ne, nazadnje sta prišla iz mrzle vode, ne, da je punca jasno rekla ja, ne, čeprav ta ja nikakor ni pomenil, da ona pravzaprav ve in si zavestno pravzaprav želi v tej situaciji, kakršna je, pač to prvo izkušnjo dobiti. Ne. Ampak formalno pravzaprav tukaj kaj bistvenega ne bi mogli narediti. Ne. Tista druga scena je pač bolj problematična. Ne. Zdaj, mi smo še posebej v slovenskem prostoru o tej formalni zaščiti samo ja pomeni ja pravzaprav dosegel zelo veliko. Se mi zdi. Ne. Na čisto načelni ravni tudi mediji so o tem veliko pisali, o tem se veliko govori. Včasih mogoče z gibanjem mi tu pridemo celo pravzaprav do tega, da se določene spolne vloge začenjamo se izogibati temu razmišljanju, ker se bojimo pravzaprav, da bo neka gesta narobe razumljena, zlorabljena in tako dalje. Ne. Se pravi, da je glavni problem je v bistvu komunikacija. Ne. Glavni problem je naučiti se pravzaprav sporočati drugi osebi pravzaprav kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš, kako si nek odnos predstavljaš in tako dalje. Ne. In to je tisti del, rečemo temu spolne vzgoje, za katero sem jaz skoraj prepričan, da je skoraj da ni. Ja. Da je skoraj da ni. Pa bi tukaj izval kolegico. Najprej moraš vedeti, kaj hočeš. Ne? Najprej moraš vedeti, kaj hočeš. To pomeni ta čutnost, tudi samo raziskovanje, kaj ti je sploh všeč, kaj bi rad. Ne? Prvo to, kot drugo je pa pol to, ko je zmrznila. Ne? V bistvu pol je pa zmrznila. Rekla je ja, ampak pa nje ni bilo več všeč, ampak tega ni prekinila. Ne? To je pa jasno tudi vidno iz kasnejšega prizora. Ne?
In tega je ogromno, pa ne na maturantskih izletih, tudi v praksi je ogromno tega. In to ni samo med heteroseksualnimi, ampak tudi med homoseksualnimi, med moškimi recimo. Da v bistvu ta druga oseba nekako ne zmore povedati, kaj je všeč, kaj je ni všeč. In jaz imam ogromno mladih pacijent, ki prije zaradi druge spolne motnje, recimo boleči spolni odnosi, ki imajo zelo slabo prvo izkušnjo ravno na tem, da so zmrznale in da niti niso upale povedati, da si tega ne želijo, oziroma da želijo, da zaključi, da se konča neko dejanje in tega sploh ni tako malo. Ne? In tu se mi pa zdi, da pa, zato je ta telesna integriteta, se mi zdi tako pomembno, da se mi zdi, da ta film je najbolj, meni osebno, mi je najbolj nagovoril na tem nivoju, ta telesna integriteta, kaj želim, kaj hočem, kaj dovolim, kaj ne dovolim, kje je ta moja meja. Ne? In zaradi tega, v bistvu zaradi tega imajo pol kasneje dostikrat tudi težave, no, to bi pa iz prakse lahko povem. Na drugi strani me pa malo skrbi, ker pa še vedno, da zdaj v medijih se govori, da ja pomeni ja, ampak da fantje še vedno obstajajo zabave, kjer po zabavi pripeljejo punco recimo na pregled k meni kot zdravnici, ker je pač našla, da je iz nožnice padel kondom, ona nič ne ve o tem seksu. Ne? Tu je pa spet na drugi strani, tudi fante moramo naučiti, kje je meja, ker pa tudi tu sem pa čisto šokirana, kako se recimo oni neki bodoči intelektualci, neki študentski žuri, ne, da se oni ne zavedajo, da to ni okej. Ja, grozno, ja. Ta del je meni tudi zelo tako srhljiv, no. Hvala za to, končno, meni se zdi, da, kakor sem jaz gledala ta film, je bil, ko se je začel dogajati seks na plaži, ona je rekla ja. Ta ja je bil zelo tih, zelo zmrznjen. Predtem je rekla, ne želim se sleči, ne želim v vodo, jo je že peljal v vodo. Najprej je rekla, da hoče iti domov, je rekel ne, greva na plažo, v redu, ona je pač želela, ne vem, potiskala jo pač družba, socialna mreža, karkoli, verjetno širše od tega v to, da pač te izkušnje mora imeti, tako da mogoče, če se navežem še na to vprašanje, to definitivno pa moje vprašanje tudi družbe in šolstva in države, ne samo družine, tudi kakor smo dobili hint v filmu, je njena družina delovala, kakor malo smo dobili relativno podporna, kakor smo tisti voice message od staršev slišali, da pač je če ni naredila izpitov, da je masta rada, tudi mamo jaz skrbela, jo je klicala, tako da nekako dobimo neke zasnove, da v bistvu je lahko problematično in ful težko in ful grozno, tudi če imaš good enough starše, recimo temu. Druga stvar je pa to, kar se mi poraja, da komuniciranje, ampak jaz sem doživljala, da ona je komunicirala, ampak on tega ni sprejel in ni slišal, tudi ko je bila ta druga scena, ki je malo bolj problematična, pa se jo sploh ne dotikamo, pa je tudi na mestu po moje tam, je ona rekla, hočem iti spat, tisnala se je zmrzna, jaz kot psihologinja sem doživljala njeno zmrznitev v pač okviru travme, ki se je začela, ki se je zgodila, tako da tu se mi zdi ful pomembno tudi učiti, kako slišati, pa ne samo ne, pa ne, pač, kaj to mora biti zdaj klofuta in ne vem, kaj mora biti, da bo on to dojel, zato ker je bilo dosti jasno pač izraženo, da ona ne bi, v bistvu. Jaz bi tudi dodala, da glih to, če govorimo o komunikaciji kot taki, poleg verbalne obstaja tudi neverbalna komunikacija in ona je dala res skozi film konstantno zelo veliko znakov, da njej ni prijetno in to ni bilo upoštevano. In zdaj kriviti to na tem dekletu, ki je dejansko v travmatski izkušnji, se mi zdi nefer do nje in predvsem je tle vprašanje tega, da če učimo ženske postavljati meje, je treba tudi učiti vse ostale spoštovati te meje, ker drugače je brez veze se učiti o postavljanju.
Aha, sam sekund, da bom še povedala. Pač zanima me tudi, kako bi se film odvil, če bi ona rekla, pač fuck you, ne, a bi on šel čez ali ne, ker jaz si ga predstavljam, da bi tudi mogoče šel čez. In potem bi se mi pogovarjali o tem, a je povedala v dosti dobri angliščini, to ne, a je dosti na glas rekla, ali pač, če je bila pijana, a se to ne šteje, ampak mislim, da je dosti jasno rekla, da ona ne bi, no. No, jaz mislim, če bi se zgodba tako odvijala, potem film ne bi bil tako močen, kot je. Moč tega filma je ravno tem, da pokaže, da te relacije niso tako enostavne. Ne. Tudi nekdo je omenil magično besedo učiti odgovornosti. Kako pa učimo nekoga odgovornosti? Ne. Če mi postavimo pravzaprav neke zelo jasne pravne prepovedi, ne, oziroma limite, pa rečemo, od tu naprej bomo govorili o poseganju v integriteto drugega in bo to pravzaprav kaznivo dejanje. Ne. Lahko govorimo pravzaprav o vzpostavljanju dolžnosti do spoštovanja teh norm. Odgovornost je nekaj drugega. Odgovornost je pač neka kategorija, ki raste, ki se razvija pravzaprav z nami, v nas preko pravzaprav nekih komunikacijskih praks, ki jih imamo s svetom, pa konec koncev tudi sami sabo. Ne. Tudi ta glavna junakinja, pogledajte, ona ne zmrzne samo v spolnem odnosu do fanta. Ona zmrzne v relacijah do svojih prijateljic. Ona preprosto ni sposobna skomunicirati svojih konec koncev strahov, pomislekov, slabega občutka ob neki izkušnji in tako dalje. Ne. In to je pravzaprav simptom ne samo deklet, tudi fantov. Ne. Mogoče fantov še bolj, ne vem, kako bi vi na to odreagirala. Mislim, da je v fantovskih družbah na nek način tak odkrit pogovor o seksualnosti še bolj redka žival kot v dekliških. Ne. In tu res pravzaprav jim mora narediti bistvene premike. Ne. Se pa bojim, da v formi pač nekega klasičnega razumevanja tega, kar pomeni spolna vzgoja v šoli, ne, so to dimenzije pravzaprav, ki daleč presegajo te okvire. Ja, kar. Mogoče se samo še jaz vključim z izkušnjami, ker smo imeli ta film tudi, smo si ga ogledali skupaj s šolskimi skupinami. In ta dilema tega, da samo ja pomeni ja, v pogovoru sploh ni bila diskutabilna. Ne? To je bilo vsem jasno, da ja pomeni ja. Mislim, da je ta kot norma, tako kar je kot otrobi postavljena jasno zdaj v družbi. Kjer se zaplete, kar so tudi dijaki, se pravi, tle so si bili zelo enotni, no? Vsaj tiste pogovore, kjer sem le zraven, vsaj javno. Kjer so se pa stvari začele res zanimive dogajati, je bilo pa, ko smo govorili o tem, kako vedeti, kaj želiš, kaj vpliva na to, kaj želiš, koliko je Tara, koliko je v iskrenih odnosih v tem filmu, koliko je pod vplivom pričakovanj, kako naj bi se ona kot mlada, seksapilna punca oblačila, kako naj bi se vedla, s kom naj bi se družila, kaj naj bi počela, ne? Kako veljajo te ista družbena pričakovanja tudi za fante. Kako je bil recimo ta Jazbec, so zelo opazili razliko med Jazbecom pa med tem drugim fantom, kakšna razlika je bila med njima značajska v odnosu do deklet in kako tudi Jazbec ni imel podpore za to, da izraz on sebe takšen kot je, ne, verjetno nek bolj tenkočuten, bolj prijazen fant. In iz to smo potem prihajali, kje je mesto, kjer naj bi se oni učili o teh stvarih, kje naj bi vadili te odnose, kje naj bi jih opazovali, ker to je težko napisati v učbenik take stvari, težko jih je v zakon pa sploh ne, v pravni sistem. Tako da se mi zdi, da so take priložnosti, da načenjamo pogovore, ki so veliko širši od tega samo ja, kar je pa seveda zelo pomembno izhodišče, ga ne zanikam. Toliko pojasnila, no, kar sem tako. Pa izkušnja iz enega pogovora. Še nekdo je bil? Aha. Zdaj, eno stvar, no, ker sem bil tudi že prej zelo provokativen, bi želel, da nekako razumete, glede na to, da je
predvidevam večina učiteljev v tej dvorani, šola res ni prav prostor za ta pogovor. Mislim, absolutno za določene teme ja, ampak šola ni varen prostor. Tisti razred bo 4 leta skupaj, noben si ne bo upal vsega izgovoriti, zato ker slej ka prej je lahko zaradi tega kakorkoli izpostavljen. In ko govorimo o varnih prostorih, jaz mislim, da se ljudje dosti premalo zavedamo, kaj mladim pomeni varen prostor. Ker recimo na začetku neke skupine, s katero pač tovrstne tematike naslavljamo, ta varen prostor vzpostavljamo, damo noter toliko enih premislekov, dogovorov, kako bo sploh stvar potekala, da se včasih mi starejši zgrozimo ob tem, koliko je treba to zategniti, da se ti počutiš okej izraziti. In meni se to zdi ključno, ker od tam noter, pa zvemo vse o teh bednih starših, ki niso nič naredili za to, tam noter zvemo vse o tej bedni šoli, ki se itak sploh ne dotika teme in se obrača stran, in tam noter zvemo vse o tej bedni družbi, v kateri pač moškemu, dekle more malo popustiti, ker če ne takoj na uni strani, ki je etiketirana, in mnoge stvari se zgodijo, tako kot so se v filmu, točno zaradi te socializacije, v katerih pač so posamezni moški, privilegiran del družbe, enostavno tisti, ki zaradi katerih se dogajajo take stvari. In ja, ta seksualizacija celega okolja, v kateri sem jaz, ki sem jo prej omenil, pravzaprav to zelo dobro odslikava. Pač se te geste, recimo, ki jih te animatorji izvajajo in tako dalje, pravzaprav zelo jasno kažejo, da je v ozadju pač neka družbena shema, ki je problematična, in ki je v bistvu samo z nekimi postavljanji zunanjih meja v pravnem smislu preprosto ni mogoče spreminjati. Ampak gor imamo še eno željo po oglašanju. Tu. Se mi zdi, da mogoče pozabljamo omeniti še ene druge boje, ki jih je deklica bila v sebi. Jaz bi predvsem izpostavila, da tle se vidi 3 fronte. Ona v sebi ima res vrvež. Želela je prvo izkušnjo. Ni želela ostati več devica in niti nedolžna domov z tega izleta. Tako da že to je bilo, kar je doprineslo k tej odločitvi, da je ona rekla ja. Ona ni samo gledala fanta nasproti, verjetno je rabila pač moško telo, katerokoli bi bilo, bi si takrat verjetno rekla, ajde, te priložnosti ne smem zamuditi. In pa bila je boj tudi v odnosu do svojih 2 prijateljic. Oni 2 že z izkušnjo, uspešnejši v šoli in tako naprej, tudi ona mora imeti neko trofejo in tako. In si mislim, da vsa mladina, zato je težko govoriti o tem, ima več front. In jaz tle vidim mogoče tudi oddelčno skupnost oziroma razredne ure, kjer se pogovarjamo o splošnih stvareh, ki gradijo, ki pomagajo graditi ene take, bi rekla, civilizirane in spoštljive odnose med mladimi. Seksualnost je potem neka izpeljanka, ki ven iz tega pride. Ne moremo tega imati kot samostojno področje. In res je težko jih pripraviti do tega, da bodo sproščeno o tem govorili pred vrstniki, ker pride do bullyinga, pride do raznih zbadanj, zato jaz tega ne bi tam odpirala na tak direkten način, ampak splošne stvari, kako jim res dopovedati, ceni sebe, samo se veste, kako ceniš sebe. To je dolg proces. To ni ceni se in potem se ceniš. Tako da varne pogovore pa je treba omogočiti. In to je 1 na 1, da niti nihče ne ve, kateri učenec pride na ta pogovor, ker če ne bo zbadanje tako. To so pogovori, ki jih sprožijo posamezniki z določenimi težavami in tako dalje, ki se odločijo pač poiskati pomoč, recimo pa razredniku, šolski svetovalni službi ali kakorkoli. Ja, še kakšen odziv?
Jaz pa vidim tlele tudi eno dimenzijo tega časa, ritma našega življenja, vse se hitro dogaja, glasba je hitra, življenje je hitro, vse se na površini dogaja. In pravzaprav sem jaz to Taro doživela, da je ona želela povedati. Ona se je pripravljala, da bo povedala o tej svoji izkušnji, ampak ni bilo dovolj časa. Vedno se je nekaj zgodilo. In tle se mi zdi, da je tudi mogoče naša priložnost, da učimo mlade, da si je treba vzeti čas, da se je treba poglobiti v stvari in se mogoče na en iskren, pristen način pogovarjati. Hvala. Ja, to je res. V taki hrupni situaciji pravzaprav time out sobe za nek intimen pogovor praktično ni. Ampak dejstvo je, da se ta kultura nasploh pravzaprav podaljšuje v vsakem javnem prostoru. Kaj jaz vem, od trenutka, ko stopiš v vrstniško skupino, pa do tam, ko izstopiš iz nje, si je zelo težko pravzaprav vzeti nek intimen prostor, kjer nisi podvržen temu socialnemu pritisku in tako dalje. In to tvegajo samo najmočnejši, tisti, ki jim konec koncev je vseeno, če jih imajo za malček čudne, ker niso pri vsaki stvari in vedno točno na minuto zraven. Ja, mogoče še kakšno izkušnjo v zvezi z programi, recimo, ki jih poznate po Evropi, se zdi, da pravzaprav se ta spolna vzgoja zares na tak način povezuje recimo z nekimi splošnimi vprašanji tipa kako komunicirati z bližnjimi, spoštljivih odnosov in tako dalje, ali ustaja pravzaprav pri nekem sicer širšem, ampak vendarle bolj tem tehnično izpeljanem vidiku recimo zdrave spolnosti. V bistvu ne vem, če bi rekla, da dosti poznam, ampak vem, da pa Skandinavci imajo filmčke, imajo kratke filme, o katerih se pol pogovarjajo, ker oni striktno vztrajajo na tem, da to, kar vidiš, kar slišiš, pozabiš, kar čutiš, pa ne pozabiš. In zato imajo take kratke filmčke, ravno ta zavrnitev, recimo, kako tudi, če nekomu predlagaš nekaj, pa te on zavrne, kako iti čez to, recimo, to so bili krasni filmčki, recimo, ko je tudi lahko velik problem, da si pa drugič ne upaš, in vse to nasilje, medvrstniško nasilje, kako so lahko dekleta tudi nasilna nad fanti, recimo je bil en zelo zanimiv film preko interneta, kjer ga spodbujata naj počne, ne vem, neke neumnosti, on bi ima pa rad ostrego, pa čeprav se počuti grozno, in pa ko zapre komunikacijo, pokaže njegovo stanje, in na podlagi tega, tako da jaz zato na tak način mislim, da se lahko v celem razredu debatira, po posameznih izkušnjah pa verjamem, da pa ne moreš se pogovarjati z mladino priču vseh. Ampak ta anketa, 2 leti nazaj ali 3 leta nazaj je poslala neko anketo, Mesto žensk je pripravilo, kjer je pokrivalo vsa ta področja. Tista anketa je bila, mislim, je bila kar simpatična. Najprej so rešili anketo in pa naj bi se pogovarjali o tematiki, kak je odgovor, recimo, v primerjavi z a je bil to privolitev v spolni odnos, ona ne privoli, on nadaljuje, a je to v redu na tak način. Na tak način so najprej odgovarjali in pa so se o vsakem vprašanju pogovarjali. Tista anketa v našem slovenskem prostoru se mi je zdela kar dobra, mimogrede. Tako da jaz mislim, da na tak način je mogoče se lahko pristopa laže, da celo generacijo, da pač se pogovarjajo, da vsak svoje mnenje pove. Drugače pa tudi fantje, imajo pa tudi vedno več težav, zato ker pač te pritiski teh socialnih po raziskavah, jaz ne delam drugače z moškimi, ampak po raziskavah je finske nacionalne študije, se v bistvu dosti več fantov ima že pač erektilno disfunkcijo v mladosti, že zaradi tega anxiety performance, zato ker jih je toliko straha, da se bojo izkazali ali ne, ker tudi tu družba bolj pričakuje nekaj od njih, in oni sploh ne vejo, kaj je prav, kaj ni prav, kaj se lahko zgodi, ker so spet ti miti, da moški pa vedno mora biti uspešen,
pa moškemu pa vedno, ne, ki prevladujejo v družbi, spet napačni na tem področju tudi. Ne. Tako da mislim, da smo kar vsi v stiski. No. Ja, nasploh o občutljivih temah pravzaprav se je najlažje pogovarjati s tem, da mladim ponudiš pač neko upodobitev, ne, ki je večplastna in ki odpira pravzaprav številne probleme, pa tudi številne možne različne interpretacije. Ne. Mi smo nenazadnje leto dni nazaj recimo zbrali nekaj kratkih filmov na temo duševnega zdravja, ker se nam je zdelo, da je tudi to ena taka tema, kjer mogoče nimamo toliko, nam ni toliko nerodno ne govoriti kot o spolnosti, ampak v resnici pravzaprav se o tem tudi ne znamo pogovarjati. Nimamo besednjaka, ne vemo, kako pravzaprav začeti z enim takim pogovorom. Ne. In se nam je zdelo, da je pač en tak pristop kot tist ledolomilec za neko začetno iniciacijo v en tak pogovor lahko zelo v redu. Vse, ko se enkrat te relacije odprejo, ko se vzpostavi besednjak, ko se vzpostavi zaupanje, da kljub izpadom vendarle bo skupina porezala tiste provokatorje in se bo pogovor lahko nadaljeval v eni produktivni smeri, potem pravzaprav zadeve stečajo. Ne. Ampak začeti to še enkrat bo malo karikiral na plakatih z ženskimi pa moškimi spolnimi organi, ne, in potem z nekim abstraktnim govorom, ne, tehničnega tipa, mislim, da to ni več način, ki bi bil relevanten. Ne nazadnje enake informacije dobijo mladi pravzaprav kjerkoli, ne rabijo naše pomoči, verjetno. Ne. Tam, kjer jo rabijo, pravzaprav jo dobijo pa zelo malo. Ne. Ali pa če še kako drugače. Ja, kar. Kjer še vedno ne bi bila tako akademsko usmerjena, ampak bi posvetila več časa torej razvijanju socialnih in čustvenih veščin. Zakaj nimamo še vedno tega prostora, zakaj to ni pomembno? A so bili že kakšni poskusi na nacionalni ravni, da se to spremeni? Naprimer, jaz sama učim v prvi triadi in ogromno časa posvečamo socialnim igram in čustvenemu opismenjevanju. In je krasno videti, hkrati zastrašujoče, pač koliko malo besednjaka imajo otroci, kjer besedišče poznajo, pa je strašljivo, da ga uporabljajo na dnevni ravni. Naprimer, jaz zdaj učim v 2. razredu in imam par dečkov, ki zdaj že 2 meseca na glas se derejo, ti boš seksal z njo, ta bo seksal s to. In naprimer skozi pogovor individualni sem ugotovila, da znajo zelo dobro narisati in opisati, kaj to pomeni. Tako daleč smo že prišli, ker jaz ugotavljam, pa morda tudi starši ne vejo, so pa izpostavljeni vsej tej tehnologiji, kakšne predstave imajo o tem. In naprimer učimo se osebnega prostora, kako izraziti konkretno, povedati, ja, to mi ni všeč, stop, to mi ni všeč, želim to, hočem to, pogovarjamo se, kaj v naši moči, kaj v naši moči ni, vse skozi igro. In se mi zdi, da se da, jaz sicer si vzamem več časa za to, da potem lažje pridem do teh akademskih prvin, ampak brez tega ne vidim prihodnosti, no, v družbi. Je pa tudi škoda, da smo posamezniki še vedno tisti, ki to počnemo, ne? Da ni to neki normativ med pedagogi. No. Hvala. Zdaj, če je letelo vprašanje na to, kaj se dogaja na ravni šolskega sistema, potem lahko nekako skoraj da iz prve roke rečem, da ob zadnjih premislekih, ne, ki so potekali v okviru te skupine, ki je pripravljala
strategijo razvoja šolstva za naslednje desetletje, ne, je bila to tema socialno-emocionalnega učenja pravzaprav kar precej v ospredju. Ne. Tudi recimo vprašanje, kako v šole pripeljati več recimo umetniških izkušenj kot izhodišča recimo za nadaljno obravnavo določenih tem. Tudi to temo smo uspeli po moji oceni celo zelo kakovostno vključiti v ta strateški dokument. Ampak, ne, vedno je tu pri nas nek ampak, ne, ob tej skupini so potekale še druge skupine na istem zavodu za šolstvo, ki so mimo pravzaprav nastajajoče strategije razvoja pač skrbeli za kurikularno prenovo. Ne. Ne vem, kaj se je tam zgodilo, slučajno vem, kaj se je dogajalo v komisiji, ki se je ukvarjala z umetnostno vzgojo in vzgojo z umetnostjo. In vem, da je tista debata tekla diametralno nasprotne smeri od tistih, ki so se v tej drugi skupini izoblikovali. Ne. Skratka, mi smo zdaj v eni situaciji, ko pravzaprav ene resne vizije, kaj s to šolo narediti, preprosto ni možno vzpostaviti. Ne. Tudi ta dokument, strategija razvoja je ostal na ravni prvega osnutka. Že zdavnaj bi moral biti obravnavan v strokovnih telesih, tudi v parlamentu, kakor vem, ne. Pa se to tudi podrasto ni zgodilo. Vmes se je zgodila menjava ministra, ne. In tudi sam ne pričakujem, da se bo s tem dokumentom karkoli v nadaljevanju dogajalo. Ne. Skratka, zelo težko je vzpostaviti pravzaprav kakršenkoli, rečemo temu, strukturiran diskurs o tem, kakšno šolo hočemo, ne, mimo tega pravzaprav, da hočemo šolo, ki bo na mednarodnih standardih znanja ne prekinila ta upad rezultatov glede na primerljive države in ta trend obrnila navzgor. To je ves besednjak, ki ga prosvetna politika v bistvu premore, ne, in seveda v tem načinu razmišljanja so teme, o katerih, ki jih mi danes tukaj se o njih pogovarjamo, nekje čisto drugje, čisto v zadnji. Vključno recimo s podobnimi temami, ki so mogoče še bolj brutalne, kot je zaščita duševnega zdravja in tako dalje, ne, s čimer imamo pri nas tudi kar precej resne težave. Ampak stanje je tako in mi ne nazadnje tudi s temi pogovori v Kinodvor vztrajamo, ker verjamemo, da lahko odpiramo neke teme in glede na relativno množičnost odziva verjamemo, da vsaj določene dimenzije problemov odpremo toliko, da vi pravzaprav sami lahko potem sprocesirate in iščete načine, da razvijete neke boljše prakse. Bi še vi želela kakšno stvar dodati? Ja, ne vem, jaz mislim, da nobena od inštitucij sploh trenutno v bistvu ni zainteresirana, da bi kaj na tem področju sploh naredila, če smo čisto iskreni. Pa ne? Ja. Ja, ker. Se upravičujem. Pravim, da je vodstvo ustanov tisti prvi mogoče naš naslovnik, ki lahko, ukolikor imamo potrebe, poskrbi, da se v šolo pripelje vsaj kakšno delavnico. In moje izkušnje iz zavodov s posebnimi potrebami so dobre, ampak tam je več posluha zgolj zato, ker je tudi več težav, ker te otroci
se teže kontrolirajo. Rada bi pa še izpostavila, da je v bistvu odnos do spolne vzgoje, do spolnosti, se strinjam z vsem tem, kar ste rekli. Treba je začeti s pogovorom, sploh o čustvih, o tem, kaj želimo, česa ne, ampak tudi povezan z našo samopodobo, s tem, kako mi gledamo na spolnost in večinoma nismo bili primerno spolno vzgajeni, ker so nas vzgajali naši starši in njihovi starši in ob tem imamo ogromno zapisov, kakšna je bila zares spolna vzgoja. Tako da me pa veseli, da nas je tukaj toliko in da je debata tako vroča. Tako da ne vem, kaj lahko naredimo, ampak ne smemo pa obupati. Ja, tam ni še. Torej, predvsem pač, kar sem jaz opazila, rata težava občasno tudi že pri samih starših. Namreč na naši šoli se je zgodilo pač, da je pri pouku biologije bila tema spolna vzgoja, kjer je pač bilo čisto medicinsko in so to iz učbenika morali brati na glas. In so bili že avtomatsko komentarji staršev, ki so zvedeli, da so to oni mogli brati, da je to preveč taka tema in da bi moglo se to izvajati individualno. Tako da tukaj jaz vidim zelo velik težavo, pač tudi že strani vodstva, da bo nekaj takega dovolilo, ker zna biti bum staršev. Ja, to bi potrdil. Pred leti se je name obrnil en učitelj naravoslovnih predmetov v osnovni šoli zaradi tega, ker je zaradi svojega sproščenega odnosa do seksualnosti pri urah biologije naletel najprej seveda na odpor pri starših, potem pa tudi na resne odpore pri samem vodstvu šole. Skratka, zabredajo kar precej hude težave. Mene je iskal zato, da bi mu pomagal pač sestaviti neko argumentacijo, da so vendarle to teme, ki sodijo znotraj pouka biologije. Tako da to je resen problem, smo na terenu kontroverznih tem, ampak jaz bom temu tako rekel, če se kot učitelji z kontroverznimi temami ne upate spopadati, potem pojte delati kaj drugega. Ne gre drugače. Ja, če smo približno izčrpali, še to, te pogovori, kot veste, se snemajo, mogoče pa, če bo kakšna debata, vodstvu pokažete posnetek tega pogovora, pa je mogoče en korak naprej k topljenju ledu na tem področju. Hvala lepa.